Včeraj je ruska vojska z obsežnim napadom začela vojno v Ukrajini. Napadla je več mest po državi, med žrtvami pa so vojaki in civilisti. Spor med državama traja že dalj časa, vanj pa so vpletene tudi druge države, predvsem ZDA in tudi Evropska unija. V Infodromu smo že poročali, da si Rusija želi zaveze, da se Ukrajina ne bo nikoli pridružila zvezi NATO, saj bi to pomenilo, da bi bilo veliko vojaške moči na njihovi meji z Ukrajino. NATO je sicer leta 1990 obljubil, da se ne bo širil na vzhod, sedaj pa trdi, da je odprt za vse članice in da ima vsaka država pravico sama presojati o tem, s kom se bo povezala v zavezništvo. V zadnjih mesecih pa je bilo najbolj napeto na meji med Rusijo in ukrajinskima regijama Lugansk in Donetsk. Nemiri v regijah Lugansk in Donetsk trajajo že od leta 2014, ko so jih z rusko pomočjo zasedli oboroženi uporniki, rečemo jim tudi separatisti. Na drugi strani so bili ukrajinski vojaki in politiki, ki so bili prepričani, da mora to ozemlje še naprej pripadati Ukrajini. Med prebivalci so izvedli tudi referendum in po njem razglasili svoji republiki, ki jo je priznala le Rusija. Po letu dni neprestanih napetosti so februarja 2015 dosegli mirovni sporazum in regijama dodelili poseben status, a sta ostali del Ukrajine. Sporazum sta sicer obe strani pogosto kršili. Ponedeljek pa je ruski predsednik Vladimir Putin podpisal poseben odlok, v katerem je ti dve območji priznal kot neodvisni. Z ruskega vidika ta območja zdaj niso več del Ukrajine. Nato je tja poslal še vojake, da bi po njegovih besedah vzdrževali mir. To je zaskrbelo številne države po svetu, začele so uvajati stroge sankcije proti Rusiji, predvsem finančne. Ruski predsednik Putin je to v četrtek ukazal vojaško operacijo na vzhodu Ukrajine. Rekel je, da bi tako rad zaščitil ljudi na teh območjih, saj ne bi se bali nasilja ukrajinskih vojakov in pritiska ukrajinskih politikov. A ruski vojaki so napadli tudi druga območja Ukrajine. Predsednik te države, Volodymyr Zelenski, je razglasil vojno stanje, a prebivalce pozval, naj ostanejo mirni, kar je zelo težko. Večino je zagrabila panika, množično so dvigovali svoj denar, v trgovinah nakupovali osnovne potrebščine, postajališča podzemnih železnic so postala zaklonišča, številni so se odločili zapustiti državo. Šole so do nadaljnjega odpovedale pouk. Ali lahko vojna pride v Slovenijo, je vprašanje, ki ste ga največkrat zastavili na naših družbenih omrežjih. Res je, da je Ukrajina od Slovenije oddaljena le dobrih 500 kilometrov, a so iz vlade včeraj sporočili, da neposredne nevarnosti za Slovenijo ni. Bo pa vojna v Ukrajini imela po vsej Evropi gospodarske posledice. Cene nekaterih surovin se bodo zvišale, tudi podjetja, ki trgujejo z Rusijo, bodo verjetno imela nekaj težav. Ljudje že od včeraj zapuščajo Ukrajino, zato se druge države pripravljajo na prihod beguncev, med njimi tudi Slovenija.